Pozdravljeni. Ja, dobrodošli vsi, ki ste se ta dan kulture odločili preživeti v naši družbi. Zbirka učnih enot, ki jo danes predstavljamo, nosi naslov Rastoča slovenščina, ker zajema gradivo od vrtca do drugostopenjske srednje šole, malo pa tudi zato, ker si želimo, da bi učne enote v zbirki v prihodnosti še dopolnjevali. Preden pa si nastalo gradivo pogledamo, najprej predajam besedo direktorju Slovenskega raziskovalnega inštituta, doktorju Devanu Jagodicu, da za uvodni pozdrav, pa morda da tudi malo predstavi naš portal Smej se. Ja, hvala Maja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta. Bom skušal sicer biti kratek, saj ne želim jemati časa kolegici in drugim strokovnjakom, ki so sodelovali pri projektu o nadgradnji in aktualizaciji jezikovnega portala Smej se, slovenščina kot manjšinski jezik, in na tak način prispevali pač k nastanku izvirnega učnega gradiva, ki ga bomo danes tu predstavili. Morda bi pa le spomnil, da je portal Smej se nastal leta 2017 in sicer kot zbirališče gradiv, orodij in informacij za razvijanje spretnosti in veščin v slovenskem jeziku, še posebej pa je bil mišljen za potrebe govorcev slovenščine v Italiji. No, portal je takrat nastal v tesnem sodelovanju z Dijaškim domom Srečka Kosovela v Trstu. Že od samega začetka pa smo pridobili tudi sredstva za pripravo prvih avtorskih učnih enot, in sicer v okviru projekta, pri katerem so sodelovali tudi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi iz Tržaške, Goriške in Videmske pokrajine. No, vodja projekta je bila v prvi fazi sodelavka dr. Matejka Grgič, kateri gre nedvomno tudi zasluga za idejno zamisel celotnega portala in seveda tudi za njegovo vsebinsko zasnovo. No, portal je že v prvih mesecih življenja, bi rekel, kar zaživel, postopoma pa se tudi uveljavil kot priljubljen in koristen pripomoček za različne ciljne skupine. Morda prvenstveno prav za vzgojiteljski in učni kader, ki je v njem videl neko konkretno oporo pri načrtovanju oziroma izvajanju dela v razredu. Zaslugo za to pa gre gotovo pripisati drugi kolegici, dr. Maji Melinc Mlekuž, ki je leta 2019 prevzela vodenje projekta, nekako skrbela za izčrpnost in ažurnost vsebin. Takoj po izbruhu pandemije pa je pripravila tudi poseben razdelek o pouku na daljavo, ki je nudil raznovrstno e-gradivo za pouk slovenščine v novih in nikakor ne lahkih okoliščinah, katerim smo bili nenadoma vsi izpostavljeni in smo v dobri meri v bistvu še danes. No, ta razdelek je bil izredno dobro sprejet, vsaj po naših povratnih informacijah. Dal pa je tudi povod za prijavo novega projekta o nadgradnji in aktualizaciji vsebin portala Smej se, ki ga je naposled financiralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. No, o tem, kaj je bilo vsega narejenega na tem projektu, bo zanesljivo poročala naša Maja. Jaz bi tu poudaril zlasti pomen učnega gradiva, ki bo v nadaljevanju tu predstavljeno. Mislim namreč, da je to gradivo zelo dragoceno, saj odgovarja specifičnim potrebam otrok in mladih, ki se šolajo v zavodih s slovenskim učnim jezikom oziroma slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji. V pomoč pa želi biti seveda tudi njihovim učiteljem in profesorjem. Vemo namreč, da ima slovenska zamejska šola pač svoje vrstne značilnosti, ki so odvisne tudi od heterogenosti šolske populacije z vidika znanja slovenščine, kar je med drugim posledica tudi visokega vpisa otrok iz italijansko govorečih družin, zato pa ta šola nekako potrebuje tudi neke specifične didaktične pristope. Tako da pripravljeno učno gradivo bi rekel, da skuša te značilne potrebe slovenske šole upoštevati, na tak način pa tudi delno zapolnjuje praznino, ki izhaja iz pomanjkanja ustreznih jezikovnih učbenikov pač prirejenih za ta kontekst.
Tako da zbirka z naslovom Rastoča slovenščina prinaša kar 9 novih interaktivnih učnih enot, ki so namenjene v bistvu celi šolski vertikali. Veliko bogatstvo pa predstavljajo tudi slušni in videoposnetki, ki bodo učencem in dijakom nekako omogočali, da učne enote tudi rešujejo kar na spletu. Skratka, zelo dragocena in koristna pridobitev, ki je rezultat ekipnega dela, saj so na projektu sodelovali številni sposobni in motivirani sodelavci in sodelavke, strokovnjaki za slovenski jezik in didaktiko iz Italije in tudi iz Slovenije. Jaz bi se zato rad iskreno zahvalil vsem sodelujočim v tem procesu, seveda vodji projekta, vsem avtoricam in avtorjem, urednikoma, recenzentkam, grafični oblikovalki, računalniškemu izvedencu, skratka vsem tistim, ki so prispevali k uspešnemu končnemu rezultatu. Moja zahvala pa gre seveda tudi Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, njegovi službi za slovenski jezik, ki sta projekt podprla in tako tudi dokazala ustrezno pozornost do potreb slovenske šole in slovenske jezikovne skupnosti v deželi Furlaniji, Julijski krajini. Hvala in vsem vam želim prijetno nadaljevanje, besedo pa predam kolegici Maji. Hvala lepa. Če se navežem na direktorja, smo v času, ko so bili učenci in dijaki kar čez noč, ko so se čez noč morali šolati od doma, na portalu objavili veliko prosto dostopnega spletnega gradiva, mnogih založb, posnetke, oddaje in to najdete v rubriki Spletišče. Pripravili pa smo tudi avtorske učne liste in učne enote, kar pa najdete v razdelkih Igralnica in Učilnica. Tam so tudi preostale učne enote, ki so jih ob vzpostavitvi portala pripravili sodelavci pod vodstvom Matejke Grgič, pa tudi učne enote projekta Eduke 2. Vsem je skupno to, da želijo spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika. Danes pa bomo predstavili 9 interaktivnih učnih enot, ki so nastale v okviru projekta Nadgradnja in aktualizacija jezikovnega portala Smej se. Kot je direktor povedal, je projekt sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, izvedel pa ga je Slori. In vse to najdete na portalu Smej se, vse je že objavljeno, lahko pogledamo skupaj. Vse te učne enote in vsaka še posebej. Gradivo je grafično oblikovala naša sodelavka Martina Petiroso. Martina, dober večer, če pomahaš, prosim. Ja, dober večer, lep pozdrav vsem. Uredila sva ga z Borisom Kernom. Boris Kern je sicer sodelavec ZRC SAZU-ja in tudi avtor didaktične igrice v zbirki Z igro do besed, Čudežna vas. Boris, če ti kar predam besedo, pa poveš, kako se lahko igramo. To je igrica namenjena predšolskim otrokom. Skratka, tukaj pa zdaj prikazujem, kje vse to najdete, to gradivo. Boris, zdaj pa predajem tebi besedo. Hvala lepa, Maja. Zdaj, preden bi predstavil ta svoj avtorski prispevek Rastoči slovenščini, bi se vendarle rad najprej zahvalil Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu za povabilo k sodelovanju. Zahvala gre seveda tudi direktorju Devanu Jagovicu. Posebej pa se seveda želim zahvaliti tebi, kot kolegici, sourednici, za zelo konstruktivno delo, sodelovanje. Bilo mislim, da zelo prijetno in si samo želim, da bi tudi v prihodnje bilo še kakšna taka priložnost. Zahvaliti pa se moram seveda vsem avtoricam, avtorjem učnih enot, ki so prispevali izbor besedil, kreativne naloge. Hvala torej Nasti Gerlani, Dunji Grgič, Dafne Marko, Aleksu Devetaku in Vitu Poredošu. Posebej se seveda zahvaljujem, kot je bilo že omenjeno, oblikovalki Martini Petiroso in pa recenzentoma profesorici doktorici Andreje Žele in docentu doktorju Đoku Nikolovskemu. Mislim, da gre za kar zanimivo, kakovostno gradivo in računam, da bo tako učečim se kot pa učiteljicam, učiteljem v pomoč. Oba z Majo in seveda tudi avtorska ekipa bomo seveda veseli komentarjev, povratnih informacij, kako gradivo še izboljšati. Zdaj pa pridem na predstavitev svoje
svoje mini enote. Si tudi ilustriral, ne smemo pozabiti. Ja. Skratka, gre za pravljico, torej namenjena je publiki, torej najmlajši, za vrtce. Torej pravljica ima naslov Čudežna vas, predstavi pa eno zelo zanimivo vas, ki ima prav posebno smreko in prebivalce, ki jih ta smreka nekoliko zmede, ne. Zdaj ne vem, mogoče čisto na kratko delim zaključek te pravljice. Zanimivo pa je še nekaj. O njihovi posebni smreki se je hitro razvedelo tudi po drugih vaseh. Ni minilo veliko časa, ko so tudi iz sosednjih vasi začeli prihajati v Čudežno vas in si ogledovati njihovo posebno smreko. Vse vaščanke in vaščani Čudežne vasi so postali zelo ponosni na svojo smreko, ki je rodila lepa rdeča jabolka. Čudežna vas. Ja, torej toliko o tej pravljici. Skratka, pravljica nekako želi tudi malce razbiti nekatere stereotipe. Kako pa jo lahko uporabimo? Torej najprej v prvi vrsti, torej za najmlajše prav gotovo je zgolj kot neko pravljico, ki jo lahko poslušamo, ki jo lahko komentiramo, zakaj nam je všeč, zakaj morda ne. Potem lahko otroci recimo dobijo nalogo, da sami narišejo nek prizor iz pravljice ali pa kako si oni predstavljajo to čudežno vas glede na opis. Potem pa imamo nekaj nalog, nekaj vprašanj še v sami enoti, in sicer torej, kje se nahaja čudežna vas, recimo ali ob jezeru, ob reki ali ob morju. Potem, kaj ima na vrtu volk Filip, so to sončnice, vrtnice ali marjetice, potem, kdo živi v hiši številka 4, kaj je zraslo na smreki in tako naprej. Potem pa recimo v neki zadnji fazi bi rekel, da potem otrok posluša pravljico še enkrat in poskuša tudi na podlagi izbranih sličic ponoviti zgodbo. Zdaj tukaj smo nekako predvideli, ker ti najmlajši otroci imajo radi torej nek ta fizičen stik, da te sličice torej natisnemo in jih potem otroci lahko izrežejo ali pa jih lahko zgolj označijo, torej ne vem, obkrožijo ali kako drugače markirajo, kater odgovor je ustrezen. Toliko v bistvu z moje strani na kratko o čudežni vasi. Ja, kot rečeno, veseli bomo odziva in nas seveda zanima, kako je to dejansko, kako se lahko izvede v razredu in kakšne so reakcije ob tem. Hvala, Boris. Hvala. Drugi del te zbirke didaktičnih igric je oblikovala pa Nastja Gerlani. Nastja je zaposlena na osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Barkovljah, letos ima poskusno leto na večstopenjski šoli Vladimirja Bartola in letos poučuje v 1. razredu. Nastja, ti si tudi avtorica učne enote v družbi besed. Že naslov pove, da je poudarek na širjenju besedišča in predvsem na besedah nagajivkah, torej besedah, ki se izgovorijo drugače, kot se zapišejo. Nastja, lahko nam, prosim, predstaviš malo enoto, kateri starosti je namenjena, kako lahko uporabimo didaktične igrice, ki so priložene ob koncu enote, če nam deliš. Prosim. Ja, hvala lepa, Maja. Lepo pozdravljeni še iz moje strani in hvala, da ste tu z nami. Kot je povedala Maja, v učni enoti, ki nosi naslov Z igro do besed, je zajetih 5 didaktičnih iger. Igre so namenjene učencem 2. in 3. razreda, lahko pa jih uporabljamo tudi v višjih razredih za razvedrilo pri pouku. Cilj didaktičnih iger je učencem na igriv način podajati in utrjevati snov. Vse igre, moram povedati, da imajo, da se ponavljano enake, težko zapisljive besede. Izbrali smo tudi enake in podobne sličice, pri zapisovanju težko zapisljivih besed pa so deli besed,
ki povzročajo preglavice v zapisovanju, napisane z rdečo barvico. Tako tukaj na začetku, ja. Če nam malo pokažeš, ja. Ja. Na začetku imate navodila igre, cilje, kaj potrebujemo. Prva igra je igra, ki nosi naslov domine. Igralni komplet vsebuje 48 domin in je izdelan na osnovi navadnega modela s pikami. Domine imajo na eni polovici napisano besedo nagajivko in na drugi strani sličico druge besede nagajivke. Tako. Druga didaktična igra je igra spomin, ki jo sestavljajo 22 parov sličic, besed nagajivk in vsaka sličica ima potem svoj par besede nagajivke. Tretja didaktična igra je igra tombola, sestavljena je iz 47 sličic besed nagajivk in 11 tablic. Tukaj vidimo tablice, tukaj pa so sličice. Vsaka tablica ima na koncu 9 pravilno zapisanih besed nagajivk, skupno pa 15 besed. Tretja didaktična igra je igra tombola. Tombola, ja. Je sestavljena pa je iz... tombola sem komaj povedala, ne? Potem imamo prekrivanko, četrta didaktična igra, ki nosi naslov prekrivanka in je sestavljena iz igralnih plošč. Tukaj bom pokazala, to so igralne plošče, so tukaj, so v obliki cvetlic. Bom pokazala rajši na naš način. Sestavljena ima 4 krožce za vsako igralno ploščo. Učenci na igralni plošči v posameznem krožču poimenuje črke, naprimer, če pogledamo A, L, O, N, V. In na vsakem krožču poimenujejo črke, nato s pomočjo črk na stavnici sestavijo besedo. Potem sestavljeno besedo poiščejo med posamezni delci, so tukaj na desni, jo preberejo in pokrijejo pravo mesto na častnih listih naše cvetlice. Na koncu pa lahko tvorijo še povedi ali jih tvorijo ali jih pišejo. Zadnja didaktična igra pa je slikovno-črkovna stavnica, kjer učenci spoznajo in poimenujejo sličice, ki zaznamujejo posamezne črke v slikovno-črkovni stavnici in s tem vzpostavijo asociativno zvezo med zapisom besede nagajivke in sličico na stavnici. Tu utrjujejo in preverjajo slušno zaznavanje in se navajajo tudi na natančno glasovno analizo in pravilno zapisovanje besed nagajivk s pomočjo slikovne stavnice. Druga interaktivna učna enota nosi naslov V družbi besed, kjer so zajete vaje, ki preučujejo slušno zaznavanje in poučevanje le-tega na dvojezičnih območjih. Poudarek je na težavah, ki jih imajo učenci pri slušnem zaznavanju in posledično tudi pri zapisovanju teže zapisljivih besed, tako imenovanih besed nagajivk. Namen je utrjevanje. Tako da preidemo sedaj na zbirko vaj. Na hitro. Prva vaja, v vaji je 16 sličic. Učenci poimenujejo vsako sličico. Nekaj težav pa lahko pride zaradi besednega zaklada učencev, naprimer pri lestvi. Nekateri niso poznali besede lestev, so rekli škala, stopnice.
Potem imamo drugo vajo, kjer učenci obkrožijo pravilno zapisano besedo. Imamo sličico in na vse načine napisano besedo nagajivko. Tretja vaja, učenci vstavijo črko B ali P in iz besed na to tvorijo povedi, tako da se samostalniki tudi pregibajo. Četrta vaja je, pri četrti vaji imamo slikopis, namesto sličic napišejo besede. Peta vaja, zapišejo besede, ki se začnejo ali končajo na NJ ali pa imajo NJ v besedi. Šesta vaja, pri tej vaji učenci poiščejo napake in jih popravijo. To lahko delajo tudi v paru. Pri sedmi vaji učenci izpolnijo pravilno zapisano besedo v oklepaju in jo zapišejo na črto. Na primer, kako dober in sladek, med ali med. Med je nekaj drugega, med pa je prava beseda. Pri osmi vaji poiščejo besede, ki so pravilno zapisane in jih obkrožijo. Potem tukaj lahko tudi tvorimo stavke, povedi. Pri deveti vaji pa so nam zmanjkale črke, zato jih morajo učenci zapisati. Hrib, galeb, zob, tiste črke, ki jih ne slišijo. Pri deseti vaji pa dopolnijo zgodbo, pomagajo pa si s sličicami spodaj. 11. vaja, tu poiščejo napačne besede in jih obkrožijo, jih popravijo in zapišejo na črte. 12. vaja je križanka. Tukaj lahko, da učenci ne poznajo besed regrat, praprot in želost. Imamo povezavo na franček, si lahko pomagajo s frančkom, gre direktno na spletno stran. Pri 13. vaji izberejo pravilno zapisano besedo v oklepaju in jo zapišejo na črto. Njihova šolska torba je precej težka ali težka. Zdaj morajo izbirati med pravilno besedo. Pri 14. vaji pa preberejo besede in pazijo, kako jih izgovorijo. Črko L na koncu besede obkroži z rdečo barvico. Tako da napišemo L, preberemo U. 15. vaja je nadgradnja prejšnje, spremenijo zgodbico o deklicah, tako da bodo v njej nastopali dečki in jo prepišejo na črte. 16. vaja pa je podobna prejšnjim, na glas preberejo besede in se poslušajo, kako jih izgovarjajo. Na črti napišejo besede, kot jih je povedala deklica. Pri 17. vaji pa sošolcem ali sošolko skupaj preberejo besede in jih razvrstijo v dve skupini. Tiste, ki jih izgovorimo na koncu z L in tiste, ki na koncu izgovorimo z U. Pol, cel, žival, kav, val, valj, balj, sol, sol, krokodil, vogal, šalj. Potem imamo zadnjo vajo, potem imamo 18. vajo, v povedi vstavi ustrezno besedo iz okvirja. Katja in Matjaž sta šla na glavnik, ne, nista šla na glavnik. Katja in Matjaž sta šla na izlet in prepišejo besedo izlet. Tako da vadijo prepis. In zadnja vaja. Pri zadnji vaji imamo prementanko. Otroci sestavijo besedo, jabolko, fižol, sol, lev in tako naprej. To je zelo težka vaja, predvsem za drugi razred, ampak si lahko pomagajo s stalnico in mešajo črke. Na koncu pa so še rešitve vseh vaj. Tako, hvala Maja za priložnost, hvala Inštitutu Slori za
za priložnost. Ostajam pa na razporavu za katerokoli stvar. Zahvaljujem se še prisotni doktorci Barbari Baljoh za motivacijo in podporo med in po študiju. Tako, hvala. Hvala, Nastja. Hvala. Gremo kar hitro naprej. Druga enota, namenjena osnovnošolskim otrokom, je enota Dunje Grgič z naslovom Besede s knjižne police. Dunja Grgič je zaposlena na osnovni šoli Virgila Ščeka večstopenjske šole Nabrežina, poučuje slovenščino, zgodovino in zemljepis, povsod pa tudi angleščino. Dunja, učna enota Besede s knjižne police je literarno obarvana. In pri vseh besedilih so tudi dodani posnetki, tako da otroci lahko tudi sami prisluhnejo tem besedilom. Zakaj takšen izbor besedil in katere cilje dosežemo s to učno enoto? Bi kar preleteli, to, kar je na razpolago. Tako, jaz sem pripravila gradivo za daljšo učno enoto, ki nudi v bistvu učiteljem povsem strukturirane tehnike in oblike dela za učenje slovenskega jezika na osnovnih šolah, okvirno od 2. do 4. razreda. Gradivo je nastalo na osnovi 3 različnih vrst besedil, to je prvo, kratka pesmica, ki so lahko... Hodi še posnetek, ne? Ja. Rodarjevi pravljici in krajšem dramskem besedilu. Okoli vsakega besedila se razvijajo v bistvu zgrajene daljše učne enote, preko katerih učenec razvija vse 4 sporazumevalne dejavnosti od poslušanja, govorjenja, do branja in pisanja. Učenci naj bi bili pri vseh 4 dejavnostih čim bolj aktivni, tako da v bistvu dajem prednost možnosti, da lahko opazujejo, primerjajo, razmišljajo, povezujejo, predstavljajo ugotovitve in tako naprej. Veliko idej se naslanja predvsem na komunikacijski pristop in namen je približati današnjemu učencu slovenski jezik, učencu, ki ima rad razgiban in dinamičen pouk. Učitelji lahko gradivo uporabijo v celoti ali delno, glede na razpoložljiv čas ali glede na razredno skupnost. Razne vaje so rešljive takoj na spletu, kar zna biti uporabno predvsem v primeru pouka na daljavo. Lahko si pa učitelj to uredi tudi drugače in uporablja gradivo v učilnici. Dejavnosti so takoj uporabljive, zelo nazorno prikazane, med drugim nudi učencem torej to povezavo na portal Franček ali pa možnost poslušanja besedil, torej poslušajo malo drugače. Slovenskega jezika se učimo pri vseh predmetih, torej medpredmetno, in tako je tu na razpolago primer povezave z naravoslovnim področjem. Z raznimi pristopi se lahko učitelj obrača in spoštuje, bi rekla, različne učenčeve nagnjenosti. Imamo na primer učence, ki so nagnjeni k učenju preko pripovedovanja, besednih iger v skupini, ali pa tiste, ki raje opazujejo, primerjajo, tiste, ki mogoče se učijo preko igre v blok, pantomime, ali pa tiste, ki jim ležijo mogoče bolj slikovni prikazi ali risanje. Učitelj torej ima tu možnost, da pristopi do njih po različnih poteh in z različnimi pristopi. Skratka, moj namen je bil ta, da v bistvu je vedno, ko vstopim v razred, želim privabiti učence, da rabijo slovenski jezik. Stopnjo znanja kateregakoli jezika bodo izboljšali, ko bodo jezik uporabljali, in nove besede želim, da jih uporabljajo tudi potem, ko grem iz razreda. Zato pri raznih vajah in korakih, ki sem predstavlja, skušam slediti pravilu, da se novih besed naučijo ali jih usvojijo, potem, ko so jih vsaj 7-krat na različne načine, v različnih situacijah izgovorili, napisali, uporabili. In vse to je lepše, če se dogaja pa bolj v sproščeni razredni klimi, in za katero mislim, da je prav, da v prvi vrsti
poskrbi učitelj. Sem vedno pazljiva na to. Tako, upam, da smo bili zelo hitri, prehitri. Ne, super. Upam, da sem bila dovolj prepričljiva, da bo kdo posegal po gradivu. Zahvaljujem se vsem za pozornost in seveda vam, Zlorju, da namenja čas in strokovnost to vrstne pobude, ki so še kako potrebne. Lepa, Dunja. Hvala. Zdaj pa gremo naprej. 3 učne enote pa smo namenili prav praktično sporazumevalnim vzorcem, besedišču iz vsakdanjega življenja. In sicer imamo učno enoto besede vsakdanji rabi 1 za učenje zadnjih razredov osnovne šole, potem besede vsakdanji rabi 2 za prvostopenjsko srednjo šolo in besede vsakdanji rabi 3 za drugostopenjsko srednjo šolo. Avtorica vseh 3 je Dafne Marko, učiteljica jezikov, prevajalka in lektorica. Dafne, vse enote, ki si jih pripravila, vsebujejo tudi videoposnetke oddaj, pa povezavo na Fran, pa na Frančka. Če nam poveš, kakšna je tipologija nalog zajeta v teh učnih enotah, katere cilje bi radi dosegli pri učencih in dijakih z enoto, če kar deliš, ja. Evo, se vidim. Super. Ok. Najprej lep pozdrav vsem in hvala, Maja, tudi za vso pomoč pri pripravi teh gradiv. 3 učne enote so, se pravi ena za zadnje razrede osnovne šole, ena za prvostopenjsko in ena za drugostopenjsko srednjo šolo, tako da tudi se razlikujejo precej glede težavnosti. Mogoče najprej, kaj je skupno vsem 3, ne? Se pravi, vedno začne se ponavadi, kakor je rečeno, bilo že ali z nekim videoposnetkom, ali mogoče s kakim daljšim besedilom, se pravi nekako, da v bistvu uvedemo neko širšo tematiko. Ne? Vsaka je namenjena enem področju, se bom potem tudi malo več podrobnosti povedala. Potem sledijo neka vprašanja, mogoče če si kar pri tej pogledamo, ne? Tukaj kar gre vseeno za osnovno šolo, še ni daljšega besedila, posnetek je potem malo kasneje. Tukaj imamo recimo nekaj, s čimer bi se definitivno srečal v vsakdanjem življenju, to so neki odpiralni časi, ne? Delovni časi in tako naprej. In sledijo potem vedno vprašanja. Zelo veliko je tale zdaj specifično učna enota, je v bistvu nekaka skupna tematika so storitve, se pravi neki dialogi, besedišče, ki jih bi uporabljali v knjižnici, v trgovini, na pošti, banki, pri avtomehaniku, frizerju in tako naprej. Se pravi, zelo velik poudarek je na nekih komunikacijskih vzorcih, manje slovnice, manje recimo to, kar bomo bolj videli v zadnjih enotah, oziroma tistih malo bolj recimo za starejše učence. Tukaj imamo, kot rečeno, že zelo veliko povezav, recimo tukaj na odpiralni časi, da lahko sami na internetu kaj poiščejo, je vse mogoče malo bolj zabavno, malo bolj tako, dinamično, da ni samo pisanje, recimo. Imamo potem te so, recimo neke glavne naloge glede besedišča, glede komunikacijskih vzorcev, kam gremo pri določenih situacijah, ko potrebujemo nove fotografije, ko so nekomu ukradli denarnico in tako naprej. In glede na to, da moramo tukaj tvoriti še cele stavke, se nekako naveže to potem tudi kasneje na eno slovnično temo, majčka nižje dol. In sicer recimo, kdaj se uporablja v, na, kdaj potem iz, z morja pošiljam pozdrave, prihajam pa iz, šole in tako naprej. In tudi pri tej učni enoti je kar nekaj takih nalog za pisanje. In sicer neke take vsakdanje situacije, tukaj naprimer gremo na počitnice, napišemo opravičilo, ker nas ne bo na tečaj risanja, imamo potem tudi v rešitvah recimo kakšen primer, zato da se lahko navežemo. Tukaj imamo potem poimenovanje raznih poklicev, recimo jih tudi spodbudimo, da ne pišejo še za nasprotni spol, vedno nekako piše tudi zraven, da si lahko pomagamo s Franom, s Frančkom, s kakšnimi sopomenkami, če gre za kakšno takšno nalogo. Majčkeno grem hitreje, ker je nalog kar nekaj, da ne bom preveč časa vzela. En primer obrazca recimo, s čimer se tudi lahko soočajo v šoli, naprimer, če se nekakšen izlet prijavijo ali kaj takega. Veliko je, kot sem rekla, dialogov tukaj in neke take tipične fraze, tipične kolokacije, ki bi jih uporabljali. Spet ena pisna vaja, se pravi, tukaj gre pa za prošnjo, prej je šlo za opravičilo. Spet kot delo v paru oziroma v manjših skupinah, razne situacije, pokličemo v frizerski salon
ali pa smo kupili prevelik, premajhen pulover, ga želimo vrniti. Se pravi, nekaj take, s čimer bi se lahko otrok srečal, ali pa bil vsaj zraven, ne vem, z mamo, očetom, ko nekaj takega počne. Potem imamo spet poudarek, predvsem potem bomo videli še pri drugi in tretji enoti, ki jo bom predstavila, se pravi neke kolokacije, neke take besedne zveze, ki so zelo pogoste, čakati v vrsti, podpisati obrazec, dvigniti denar, prodati rože in tako naprej, vse nekako z slikovnim gradivom. In tukaj recimo še ena slovnična tema, razlika med zakaj in čemu, se pravi, kdaj bi uporabljali katero to vprašalnico in v teh primerih potem pri odgovorih ker in da bi. Vedno, če gre za kako tako nalogo, potem sledi v teh obrazcih, v teh okvirčkih nekako razlaga, popravljanje besed, ki so napačno napisane, še razne taki znaki, ki bi jih lahko videli, spet ena naloga glede restauracije oziroma menija in potem še naprimer en posnetek, ta je z YouTubea, kjer otroci v bistvu predstavljajo oziroma s pomočjo teh gasilcev predstavljajo poklic in potem odgovorimo na vprašanja, tudi razne sopomenke poiščemo in kot rečeno zelo velike tukaj pisanja. Tukaj so spet, se pravi, tukaj pa je opis mesta, kjer je treba čim več takih ustanov, ki jih poznajo okoli hiše v svojem mestu, vasi, kakorkoli, da to opiše, da malo ponovijo celo besedišče. Se pravi, predvsem je praktično sporazumevalni vzorci, komunikacijske kolokacije, tipične fraze, besedišče, ni toliko poudarka tukaj še recimo na naslovnici. Potem, če grem kar takoj na drugo, samo bom mogla zamenjati tole deljenje zaslona, upam, da se vidi zdaj modra bi morala biti. Se pravi, tukaj gre za prvostopenjsko srednjo šolo in kot neka krovna tema te lekcije, te učne enote, je zdravje oziroma skrb za zdravje, prehranjevanje in tako naprej. Se pravi, spet tudi veliko besedišča, kakšen pogovor z zdravnikom in tako naprej. Tukaj se začne z YouTube posnetkom. Spet gre za otroke, ki govorijo o tem, kaj delajo za svoje zdravje, kako se sproščajo in tako naprej. Z raznimi vprašanji, tudi manjkajoče besede, ki jih slišimo v posnetku, sopomenke, tukaj je spet en primer, kjer imamo direktno povezavo na ta vir s sopomenkami, da se s tem pomaga, lahko naprej sami razmislijo, če ne najdejo kakšnega dobrega izraza, se lahko pomagajo s tem virom. In takoj potem navezava, še recimo tukaj na bolj pogovorne besede, se pravi, čim več probamo potem tudi iz tega besedila oziroma iz tega videa, ki so ga prej pogledali, izluščiti ven in uporabiti pri nalogah. Tukaj je že več nemal recimo slovnice, se pravi glagoli z raznimi skloni ali pa predlogi. Potem spet neka spodbuda, da se pogovarjajo med seboj, da tvorijo nek dialog ali pa neko krajšo diskusijo. Veliko je tukaj v tej in naslednji frazemo oziroma že skoraj pregovorov, ki jih lahko oni sami probajo ugotoviti, zakaj gre, lahko si pomagajo z viri, uporabijo v kontekstu. Spet podobna naloga, kot smo že videli, se pravi poimenovanje raznih ali predmetov, poklicov, česarkoli, kar je v povezavi z zdravstvenim sistemom. To spet uporaba v stavkih, bolj komunikacijski vzorci spet, kje bi v katerem prostoru, v kateri situaciji bi slišali določene izraze, kakšne težave imate. Prosim, ambulanto 4, neke take res tipične, ki bi jih slišali v neki situaciji povezane z zdravjem oziroma boleznjo, kakorkoli. Spet malo pravopisa glede zapisa zdravil, naprimer, ko smo že glih pri zdravju, aspirin, kdaj z malo, kdaj z veliko. Razne, se pravi, poklici spet in tako dalje, se pravi, teh nalog je kar nekaj, tudi razni deli telesa. In spet, ker gre tukaj pa že za srednjo šolo, prvostopenjsko srednjo šolo, so tudi nekateri malo težji samostalniki, recimo, pri katerih imajo učenci ponavadi težave pri različnih sklonih, naprimer srce, kri, možgani, jetra, smo imeli prej pljuča in tako naprej. Mi malo pomagamo s takimi vzorci in seveda spet potem tudi raznimi povezavami do virov, kjer lahko to preverijo, naloga, oko spet zelo specifično
spet malo tehle frazemov in tako naprej. Se pravi, neka ključna tema zdravje, skrb za zdravje, potem pa iz tega kar nekaj nalog v bistvu in rešitve na koncu, ne? Da lažje potem to tudi sami lahko rešujejo in pregledajo, ne? Da niso v dvomih, ker se spomnim včasih, ko sem kdaj delala vajo v mojem še šolskem obdobju, me včasih to kar jezilo, da ni bilo rešitev. Evo, to pa je še tretja. Tukaj je pa nekako krovna tema duševno zdravje. Ne? To sem zbrala tudi na podlagi tega, ker se mi zdi, da se v tem v šolah, kar se mi zdi super, zdaj tudi oziroma predvsem verjetno zaradi pandemije se vedno več o tem govori, ne, tako da so tudi oni v stiku in s temi izrazi, mogoče s kakšnimi takimi tematiki, mogoče pogledajo kak video posnetek, kaj takega. Tukaj je spet najprej povezava do videa, gimnazijci, ki govorijo o duševnih stiskah, tem, kako se s tem soočajo, o čem se pogovarjajo in tako naprej. Zelo podobno najprej odgovori, potem razne besede treba noter vstaviti. Potem sinonimi oziroma sopomenke, besedilo o stresu, recimo, ne, malo lažje, tudi malo preoblikovano za različne potem naloge iz tega pridejo, kot so odgovori na vprašanja, drži, ne drži, razni frazemi so uporabljeni noter, ki jih je treba potem razložiti, ne, in spet se lahko pomagamo spletom, s takšnimi različnimi viri, pogovor s sošolcem. Potem pa glede na to, da je teh delavcev, ki se ukvarjajo z nekako, ne vem, duševnim zdravjem, kar nekaj, smo dodali še tako nalogo, kjer so noter razni poklici in spodaj kot definicija oziroma opis teh poklicov, ne treba samo povezati oziroma napisati zraven, za kateri poklic gre. Potem tudi, se pravi, ženska in moška oblika. Še eno malo daljše besedilo, nekaj docentov, ki zdaj za drugostopenjsko srednjo šolo, sopomenke in tako naprej. Zelo veliko lokacij, to sem že rekla, ne, kar se mi zdi kar pomembno. In tudi tukaj je malo definicija tega. Težji samostalniki spet, pardon, sem mislila, da je vprašanje, se pravi, zapis oziroma sklanjanje težjih samostalnikov in spet, ne, kot prej pri oko, srce in tako naprej, mati in gospa, te dve tipični hči, otrok, kjer imajo dostikrat težave, napačno zapisane besede. Tukaj noter tudi so dovršni, nedovršni glagoli, se pravi ena naloga vedno nekako sem probala narediti tako, da je najprej naloga, ki jih spodbudi k temu, da sami rešujejo, nekako mogoče že sami izločijo mogoče neko pravilo ali neke usmeritve in potem iz tega nekako zapišemo kot definicijo ali pa malo razložimo, zakaj sploh gre. In potem še ena vaja za utrjevanje. Tako, in na koncu seveda spet, ponavadi se vedno enota, oziroma vse tri se zaključijo z neko vajo za pisanje. Tukaj v bistvu pismo prijatelju, nek nasvet in čisto na koncu potem rešitve. Tako da to bi bile te tri, malo na hitro sem jih predstavila, ampak ja, kot rečeno, komunikacijski vzorci, na tem je bil velik poudarek, kolokacije, razni predlogi, zapis besed, to je nekako bistvo. In vse je nekako zavito skupaj v te neke vsakdanje situacije, v katerih se srečujemo. Odlično, hvala, Dafne. Kar nadaljujemo, ne, ker ti si avtorica tudi učne enote Slovnica je mala malca, ki je posvečena prav res slovnici in sicer prvostopenjskim srednjim šolam. Če pokažeš, katera poglavja so zajeta, še to? Ta je pa res precej obširna, ker moram povedati, so bile najprej te kot učni listi, ne, pripravljena so bila ta gradiva, ki smo jih potem nekako tudi skupaj združili, ker se mi zdi zelo fino, da je vse na enem mestu. Tukaj mogoče bi se najbolj kar kazala, držala pa potem samo par vaj pokazala, ker je res ogromno. Zelo velik poudarek je na samostalniku in tudi pridevniku, se pravi, kar se tiče sklanjanja, ne. Vseh 6 sklonov je zelo podrobno opisanih, z raznimi primeri, zelo veliko je vedno nekako poudarjeno, kje prihaja do težav, kaj so tiste najbolj pogoste težave, mogoče kakšne posebnosti, kdaj vse uporabljamo drugi sklon, ne, vemo, da ne samo za zanikanje, tudi pri količini, pri raznih predlogih in tako naprej. Vedno imamo pri teh sklonih potem tudi veliko tabelo, kjer so vse oblike not zapisane, vključno s predlogi in tudi vaje na koncu.
Kar se mi je zdelo zelo fino, je tudi dodati razne sklanjatve, ampak ne samo v smislu razpredelnice in to je to, ampak predvsem poudariti oziroma prikazati te posebnosti, ne, do katerih prihaja. Se pravi, mogoče, ne vem, moška imena, ki se konča na A, Jaka, Miha in tako naprej, kako jih sklanjamo. Pri ženskih, da se vse ne končajo na A, ne, ampak je lahko tudi tista ljubezen, tista skrb in tako naprej. Se pravi, do kakšnih takih posebnosti prihaja in seveda te spet težje besede, kot so mati, hči, to, kar smo že videli prej. Tudi zelo veliko je vaj namenjenih ravno temu, se pravi sklanjanju samostalnikov, pridevnikov. Velik poudarek je bil potem tudi kar na zaimkih, osebni zaimki, povratni osebni, svojilni, oziralni. Recimo tale kar zanimiva tema, ker je bila res precej specifično izbrana, se pravi za mogoče italijanske govorce slovenščine, ki smo videli tudi recimo pri lektoriranju raznih besedil in tako naprej, da imajo s tem kar velike težave in je bila ta posebej zato narejena, da se v bistvu nekako opiše in nekako opredeli, kdaj uporabljamo še zraven, ne vem, to je pes, ki sem ga videla, ne samo, ki sem videla in tako naprej. Potem pa je na koncu, še mogoče bomo se en mečkem poskrolila, da se vidi, tukaj je samo en primer recimo prvega sklona, vedno spet najprej par primerov in nekako spodbudimo, da sam si ogleda, kje v stavku se to pojavlja, ali je vedno samo na začetku, s kakšnimi glagoli in tako naprej. V okvirčkih so vedno neke te, kar si je dobro zapomniti. Tukaj je recimo primer, kot sem rekla, se pravi te razpredelnice, ki so še osebni zaimki celo noter in vaje. Zdaj, če gre malo niže dol, tukaj je zelo veliko, kot sem rekla, je samostalnikov, mestnik, še nismo pri samostalniku. Povratni osebni zaimek, in tudi kar nekaj je vaj za glagole in sicer spet bolj kot ne gre za te neke primere, kjer se dostikrat pojavljajo težave oziroma napake. Naprimer, morati in moči, to sta dva glagola, s katerima imajo v bistvu tudi slovenski govorci, mislim pač vsi načeloma težave, ali pa dovršni, nedovršni, in potem spet najprej kar obširna razlaga, vedno neka pazi razdelek, kjer poudarjamo, kje prihaja do napak oziroma kaj res tiste so take finte, na kjer moramo biti pozorni. In na koncu veliko vaj. Čisto zadnja mislim, da je še velelni naklon. Ta je že tudi kar malo težja, ampak sem probala nekako tako v kategorije spraviti, ker eni imajo rajše, eni malo bolj posluha delajo, eni imajo rajše, da se vse lepo nekako, da je logično razdela, kdaj se uporablja katera končnica in tako naprej. Vse pa so na koncu vaje in rešitve, tako da lahko sami to tudi izpolnjujejo. Je pa kar obširno, ampak mislim, da smo vzeli kar veliko teh problematičnih, recimo tem, kar se slovnice tiče. Tako, to pa mislim, da je to, da ne bom predolga. Hvala, Dafne, odlično. Vito Poredoš pa je pripravil sociolingvistično obarvano enoto Slovenščina in njene bližnje in daljne sosede, namenjeno prvostopenjskim srednjim šolam. Vito sicer uči na prvostopenjski srednji šoli Svetega Cirila in Metoda, večstopenjske srednje šole Vladimirja Bartola. Vito, tudi tvoja enota ima povezave do videoposnetkov različnih izsekov mladinskih oddaj. Predstavi nam, prosim, katere teme si ti zajel v svoji enoti, zakaj takšen izbor in katere učne cilje naj bi z njo dosegli. Tako, dober večer, lepo vas pozdravljam. Zdaj drugo leto že učim na večstopenjski šoli Vladimirja Bartolja, natančneje na prvostopenjski srednji šoli Svetih Cirila in Metoda. Prej sem pa tudi že poučeval na mladinski poletni šoli v Ljubljani, pa tudi kot jezikovni asistent na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Tako da sem poskušal pripraviti v bistvu takšne vaje, kakršne tudi iz prakse nekako poznam, da se obnesejo. In pripravljal sem jih recimo na vsa ta vprašanja, upam, da bom odgovoril, ampak mogoče kar, če pokažem prvo vajo, nekako z mislijo, da vstopimo v ta svet slovenščine, v vseh njenih kontekstih, odtenkih in da se v njej začnemo tako pogovarjati. Recimo prvo, celotno to učno enoto sem razdelil na 4 dele
In za prvi del sem si nekako zamislil tako, da nekako vstopimo v slovenščino, oziroma da v njej vsi povemo nekaj, kar že vemo, dobro, od dvojine do recimo še kakšnega drugega zanimivega podatka. In tukaj nekaj recimo teh podatkov, dejstev, ki sem jih tako malo izpostavil, da se malo opredelimo do njih, kaj že vemo, pa tudi, da nas mogoče kakšna zadeva preseneti. Recimo, ne vem, že ta prvo dejstvo, da slovenščino govori nekaj več kot 2 milijona ljudi, sem nekako želel v bistvu to povezati s nekim širšim kontekstom, da jo ne govorimo samo v Sloveniji, da ne govorimo samo tukaj v Italiji, recimo v tem obmejnem pasu, ampak da govorimo tudi lahko v določenih državah, v katerih je mogoče ne bi pričakovali. Ne vem, recimo poleg vseh teh držav v soseščini, od Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Italije, tudi recimo Nemčije, pa do Argentine, Avstralije, Kanade. In da se to potem učenci malo lažje predstavljajo, sem to želel tudi na nek tak medpredmeten način povezati z zemljepisom, recimo, pa da se jih potem na drugi strani te države tudi poiščejo. Dobro, jaz sem to uporabil v razredu in je že prihajalo do zanimivih spoznanj, ko so želeli nekateri obarvati kar celo Italijo ali pa celo Avstrijo ali pa celo Hrvaško. Je to tudi v bistvu neka priložnost za pogovor, da slovenščino seveda ne bomo zdaj srečali res vse povsod, da ne bomo zdaj stopili čisto vsako italijansko vas in bodo tam govorili slovensko, ampak kljub temu je to v bistvu kot neka uvodno poglavje o tem, da se začnemo preprosto v jeziku pogovarjati na takšen širši način. Tudi recimo, ne vem, kaj vemo še v slovenščini, recimo tale tretja je tako malo v narečjih, da lahko slovenščino spoznamo tudi v Sloveniji na različne načine, da ni samo tisto ljubljansko, ko mi večkrat rečejo. Jaz sem že doživel, recimo, da sem imel nekega učenca, pa smo gledali posnetek in so tam govorili tako trdo štajerščino, pa so mi rekli, da govorijo ljubljansko. Pa se mi je zdelo pomembno nekako povedati, da je slovenščina zelo večplastna, tudi večnarečna, in tudi, da se lahko potem te narečje tako s pomočjo kakšne Wikipedije ali pa kakšnih narečnih kart išče na zemljevidu, da se obarva. To je skratka neko to uvodni del. Potem sem pa želel kar hitro navezati vse skupaj na nek šolski kontekst, oziroma tako preko vrstnikov. To so neka avtentična besedila, ki sem jih našel v različnih mladinskih revijah. In v bistvu besedilo, ki ga vidimo tukaj, je razrezano. Tukaj, kjer vidimo recimo številke na eni strani in tam črke na drugi strani. To so v bistvu besedila, ki jih morajo učenci povezati med sabo. In to so v bistvu otroci iz, da rečem, celega sveta, od Ajde, ki se je starši iz Slovenije preselili na Dunaj, do Safije, ki živi v Singapurju in katere starši so se spoznali nadaljavo in se zaljubili in potem preselili v Singapur, do recimo Martina, ki prihaja iz Baskije, in do recimo Benjamina, ki živi z družino v Tanzaniji. Skratka, zelo, zelo različni otroci, ki pa imajo vso to lastnost, da govorijo slovensko. No, ko to enkrat recimo povežejo, se začnemo pogovarjati lahko, in je to neka super enota oziroma super poglavje za to, da spoznamo v bistvu naše učence. In tudi sam sem videl, da to kar dobro deluje. Ko smo se začeli pogovarjati, katere jezike recimo moji učenci govorijo, sem bil tudi sam presenečen. Od bolgarščine, tudi nemščine, nekdo se je z babico pogovarjal po nemško, do recimo angleščine. Skratka, da je naš razred lahko zelo jezikovno bogat, in da v bistvu to jezikovno bogatstvo nekako spravimo na plan, da vidimo, kaj se znamo. Do tega seveda, da vsi govorijo slovensko in italijansko. Vsaka enota je tako zasnovana, da imamo najprej neko avtentično besedilo in potem se lahko ob tem besedilu pogovarjamo. Tukaj vidimo tudi recimo te znake za pogovor in tudi za pisanje. Namreč sledil sem nekim osnovnim vodilom, da utrjujemo vse 4 sporazumevalne dejavnosti, poslušanje, branje, pisanje in pogovarjanje, in zaradi tega je vsak del nekako tudi tako zasnovana, da recimo potem tudi tukaj
In seveda, ne, da iščemo, da se pri branju osredotočimo na neke podatke, da zelo natančno, pozorno preberemo besedilo in da potem označimo recimo, ali neka poved povezana oziroma neka trditev povezana z zgornjim besedilom drži ali ne. Pomembno se mi je pa zdelo tudi to, no, da v besedilu nekako umestimo tega govorca, ne, oziroma vsak pravi, ne, kdaj govori neki jezik. Recimo, ne vem, Ajda pravi, da govori slovensko doma s starši, medtem ko recimo govori v šoli nemško. Recimo Benjamin pravi, da govori z mamo slovensko, se pogovarja tudi v svahiliju, ampak recimo v šoli pa govori angleško, ne. In da nekako mi zdaj te govorce znamo poimenovati, ne, da mi to okolje, v katerem smo, nekako poimenujemo, ne, recimo že z malo bolj strokovnimi besedami, ne, kot drugi jezik, prvi ali materni jezik, večjezična oseba in tako naprej. Če grem naprej, mogoče na tale tretji del, no, da hitro še tole predstavim, kako bi recimo pa izgledala neka vaja, ki pa vsebuje tudi recimo posnetek. Jaz sem si tukaj precej pomagal, no, že v prejšnjih letih z dvema odličnima mladinskima oddajama, ki jo snema oziroma, ki jo snema Radio Televizija Slovenije, in to sta oddaji Firpcologi in Infodrom. Pa sem si zamislil, no, da bi mogoče v tem tretjem delu, ko se začnemo pogovarjati v šoli, pogledali na začetku recimo tega dela nek posnetek o slovenski šoli, ki je pa malo posebna, ne. Pa mogoče samo, da vam nekaj uvodnih kadrov tega posnetka pokažem. A se vidi? Ali je to italijanska ali dvojezična šola in kaj je razlika? To je šola z italijanskim učnim jezikom. Naš učni jezik je italijanščina. Imamo pouk samo v italijanščini, nimamo v dveh jezikih. A je to edina taka šola v Sloveniji? Tukaj je naša šola v Kopru, Pier Paolo Vergerio El Vecchio. Imamo še 3 podružnice v Bertokih, na Semedeli in v Hrvatinih. Je pa še ena osnovna šola z italijanskim učnim jezikom v Izoli in ena je še v Piranu. Zakaj so take šole samo tukaj na Primorskem? Tukaj je uradni jezik tudi italijanski jezik. Na bankah se lahko sporazumevamo v italijanskem in slovenskem jeziku, napisi, table, vse je v obeh jezikih, zato tudi obstajajo naše šole, ki so v italijanskem učnem jeziku. Dobro, toliko na... Se slišimo, ja? Toliko na hitro, ja. Skratka, gre za to, ne, da v bistvu mi spoznamo neko šolo, ki je nam podobna, zelo podobna, ampak vseeno malo drugačna, ne. Skratka, kaj je ta učni jezik, ne, da se začnemo pogovarjati v šoli in predvsem v jezikih, ki jih uporabljamo na način, ne, ki nam je znan, ki nam je podoben, ne. Seveda sem uporabil neko slovensko oziroma italijansko šolo v Sloveniji, in učenci morajo tukaj zelo pazljivo poslušati, ne, v ta vprašanja, ki jih ta dva mlada novinarja zastavljata, in vpisujemo recimo v to prvo nalogo, potem pa, da se osredotočimo tudi na odgovore. Ker sem pa to želel recimo povezati, ne, tudi z recimo zemljepisom, ne, da si lažje predstavljamo, nas pa recimo vedno vodijo, ne, potem tudi recimo takšna, tukaj z Asterixom vidite, oziroma s to zvezdico vidite neko povedanje oziroma neko navodilo, da naj to mesto poišče tudi v Sloveniji, ne, na zemljevidu, ne, da začnemo tudi na ta način razmišljati, ne, v besedilu, ne, kje je. Dobro, potem tukaj neko besedilo, ki govori o tej šoli, ne. Namen je, skratka, da se pogovarjamo v šoli, da se v naši šoli tudi začnemo pogovarjati na podlagi nekega vzorčnega besedila, ne, tukaj. Zadnja naloga oziroma 4. del je pa tukaj imamo še nek šolski izlet, skratka vse, kar je povezano s šolo, tudi naloge so takšne, no, namenjene recimo utrjevanju, širjenju besedišča, tipičnih recimo besednih zvez, ne, ki jih uporabljamo v šoli, tudi recimo, da se pogovarjamo v razlikah, ne, recimo šola v Italiji je takšna, medtem ko v Sloveniji takšna, odmor pri nas traja toliko časa, medtem ko, skratka, da se tudi nekih teh skladenskih elementov, ne, učimo skupaj s tekstom, ne, recimo primerjava je takšen dober primer v tej enoti. No, zadnje poglavje sem pa v bistvu zasnoval tako, no, da glede na to, da imamo mi čedalje več
tipkanja, ne, tudi v šoli, ne. Glede na to, da morajo tudi veliko zdaj pisati na računalnik. Sem pa našel neko zanimivo v bistvu poglavje, besedilo, ki pa govori prav o tem, ne, kaj pomeni pisati na roko ali kaj pomeni pisati s tipkovnico, ne. In spet nek posnetek iz infodroma, mora zelo natančno najprej prisluhniti, potem v tem posnetku 3 učenci govorijo, ali raje piše z roko ali raje tipkajo, potem pa še celo neka strokovnjakinja, ne, poda razlago, zakaj recimo dobro pisati z roko, zakaj mogoče ni tako dobro pisati s tipkovnico samo, ne, oziroma na računalnik, da lahko potem to spet primerjamo, pa da se v bistvu mi sami potem o tem tudi pogovarjamo. In tukaj sem našel nek zanimiv dogodek oziroma neko zanimivo organizacijo v Sloveniji, ki v bistvu prav to dela, ne, oglašuje oziroma promovira pisanje z roko, ne, in vsako leto organizira dogodke in tudi se lahko potem recimo, če se tako odločimo z učenci, pridružimo temu dogajanju, ne, in se vključimo recimo v ta teden pisanja z roko, ne. Nekaj nalog je pa tudi namenjenih učenju prav tega, ne, uporabe slovenščine s pomočjo tehnologije, ne, recimo s pomočjo pametnih telefonov na računalniku, da se znamo tudi izražati. Tukaj sem se tudi malo navezal na bolj formalne recimo načine pogovarjanja recimo s profesorjem, ne, da se teh izrazov naučimo, ne, tudi da se naučimo napisati recimo neko sporočilo v obliki e-maila, ne, oziroma elektronske pošte, da imamo recimo nek pozdrav in da tudi lepo zaključimo, da ni samo tukaj je naloga, hvala in tako naprej, ampak da to nekako se tudi naučimo. Čisto na koncu je pa samo neko tako uvodno poglavje v Frančka oziroma v Franček, v ta spletni portal, da ga poimenuje, da ga sploh pogledamo, no, in se nekako s tem tudi ta enota zaključi, tako da hvala lepa. Se bi pa rad zahvalil še to Sloriju, no, in seveda predvsem Maji, no, za to res prijetno priložnost. To enoto sem pisal prav z namenom, no, da bi jo uporabljal, pa se mi zdi, da se zdaj vidi, no, tudi ko jo sam uporabljam, mi prav pride recimo tudi na daljavo, ker gremo večkrat zdaj z razredom za kakšnih par dni pred računalnike, ne, in jim lahko pošiljam to besedilo, tako da meni služi, v bistvu služi temu namenu, no, za kakršne sem si jo zastavil. Pa tudi bi rad zahvalil, no, svojim sodelavcem, sodelavkam na šoli, predvsem Kristini Kovačič, ki vidim, da je tukaj, ki mi je dala marsikatero res dragoceno idejo in predvsem za njeno res, kako bi temu rekel, energijo, no, in tudi za številne spodbude, ne, in zamisli, ki mi jih je dala. Tako da hvala vsem. Hvala, Vito. Ja, ekipno delo, ne, to smo vedno poudarjali in si želimo, da bi te enote tudi vi res s pridom uporabljali. Gremo naprej. Poleg enote besede vsakdanji rabi 3, ki smo jo že predstavili, je drugostopenjskim srednjim šolam namenjena tudi enota Meje mojega planeta niso meje mojega jezika. Pripravil jo je Aleks Devetak. Aleks uči na liceju Franceta Prešerna v Trstu, na uporabnih znanostih in na jezikovni smeri. Aleks, tudi tvoja enota ima tako okoljevarstveno temo, ne, in združuje analizo in razumevanje neumetnostnega in umetnostnega besedila. Če nam prosim predstaviš izbor besedil, tipologijo nalog, če kar deliš z nami. Ja, lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Samo moment, da najdem enoto. Dela? Ne. Ne, ampak verjetno bo kmalu. Dobro, te čas, ko čakamo, v bistvu ta enota je nastala, ker sem se lani v bistvu srečal s trenutkom, ko sem moral povezati državljansko vzgojo z mojim predmetom. Tisti, ki delate in tiste, ki delate na šolah v Italiji, dobro veste, da imamo sedaj to medpredmetno povezavo. In sem iskal način, kako povezati neko zanimivo temo s svojim predmetom, konec koncev slovenščino. Vidim, da ne dela. Dobro.
In zato sem se potem odločil za okoljsko tematiko, se pravi okoljsko krizo, ki je bila... sem vas izgubil. Kažeš ti, Maja? Ja, hvala. Hvala lepa. V bistvu sem se odločil za okoljsko krizo, ker je bilo lani in predlanskem veliko govora o tem, ker smo to delali v sklopu državljanske vzgoje. In v bistvu smo predelali knjigo Boštjana Videmška Plan B. In tudi ta intervju, ki je, če greš prosim na drugi del enote, ki je v bistvu glavno besedilo in izhodiščno besedilo te enote. Tako da ta učna enota je bila že testirana v razredu in mislim, da se kar dobro, je šlo kar dobro. Ta enota je usmerjena predvsem v to, da dijakinje in dijaki delajo sami, to se pravi, da je zelo avtonomno delo vse skupaj, je zelo usmerjeno v pogovor, ker to je pripravljeno načeloma za 4. letnik in se mi zdi fajn, da še posebno pri književnosti skušamo se čim več pogovarjati, tudi ker opažam, da dijaki rabijo neko konverzacijo v slovenščini, ki jo včasih nimajo, tako da je zelo v bistvu usmerjena v pogovor in v sodelovanje med njimi. Enota v bistvu izhaja najprej iz videoposnetka kot neka uvodna motivacija in potem gre kar hitro na glavni intervju. To je intervju z Boštjanom Videmškom. Zakaj ravno intervju? Ker se mi zdi, da je besedilo, ki ga dijaki in tudi mi skoraj vsakodnevno srečujemo, ga pa mogoče v šoli malo premalo včasih delamo, ga tako zelo na hitro damo skozi in tudi dijakinje in dijaki opažam, da imajo težave pri poglobljenem prebiranju besedil in razumevanju besedil, zato so tudi temu primerna vprašanja postavljena. Seveda je zraven tudi kar nekaj vaj s slovnico, predvsem uporaba Frana in slovarja Sopomenk, ki ga pripravlja Center za jezikovne vire in tehnologije. In logično tudi nekaj glagolskega vida in vaj z glagoli, ker je to in vaje s pridevniki tudi, ker so to težave, ki jih dijaki in dijakinje, še posebno tisti, ki prihajajo iz italijanskih družin, opažam, da imajo te težave v bistvu do mature večinokrat, tako da to je vedno fajn vsako toliko malo ponoviti. Glavni del je točno tam, kjer si, ja, hvala. Glavni del so pa lažni prijatelji. Kar se tiče jezika, to je v bistvu, so nekaj vaj z besedami in besednimi zvezami, ki se mogoče v obeh jezikih, tako v slovenščini kot italijanščini, na prvi pogled zdijo podobne, ampak potem v resnici pomenijo pa nekaj drugega. Naprimer farmacija in farmacija, ali pa apartamento in apartma oziroma stanovanje, ali pač atrio, atri, aula in vse te besede. Sem skušal najti take primere, ki so zelo vsakodnevni, s katerimi se oni vsakodnevno srečujejo in je tukaj spodaj tudi neka kratka razlaga, kjer se zahvaljujem tudi Maji za pomoč pri razlagi in komentarje zraven, da je še bolj popolna in tudi Matejki Grgič se mi zdi, nekaj sva se potem zraven, tako da je sedaj razlaga še boljša. In potem tudi spodaj, da skušajo sami pripraviti nek primer, zakaj sta na primer beseda diploma in lirika na prvi pogled podobni, a v resnici ne. Drugi del oziroma tretji del je pa povezava na književnost, ker sem že takoj se odločil, da bom skušal najti neko povezavo, kako povezati neumetnostno in umetnostno besedilo oziroma jezik in književnost, ker se mi zdi, da je zelo res škoda, da predmet tako zelo strogo ločujemo, da imamo točno, danes delamo slovnico, danes delamo književnost, ker bi lahko včasih, še posebno v višjih razredih, mogoče to stvar malo bolj povezali. No, tukaj tudi zaradi tega, ker sem to zdaj že 2 leti poučujem na jezikovnem liceju, sem šel malo v smer prevoda, to se pravi v primerjavo prevoda, italijanskega originala in slovenskega prevoda, ker se mi zdi, da je fajn in tudi zelo zanimiv pogovor je nastal potem z dijakinjami in dijaki,
ko smo v bistvu se pogovarjali, katere so razlike, kaj mora prevajalka oziroma prevajalec narediti, da besedilo funkcionira v novem jeziku, čemu naj se odpove, ali naj se odpove strukturi ali vsebini in tako dalje. Tudi kaj novega prinesejo določene besede, spet podobno kot lažni prijatelji oziroma tako imenovani kulturni pomen, ki ga imajo določene besede, ki na prvi pogled nekaj pomenijo, ampak v praksi potem nekaj drugega in spet nekaj vaj s pomenkami. Za zaključek sta pa predvideni križanka, malo tako za zabavo tudi, ker se mi zdi, da smo se včasih malo preveč resni, tudi v višjih razredih. Mi, ne oni, mi predvsem, ne. In pa pismo, ki bi ga napisali kot, če bi bili v bistvu nekromantik, ne. Jaz sem dal tukaj primer Giacomo Leopardija, ki je sicer predviden v učni enoti. Zakaj pismo? Zato, ker sicer to vem, da je naloga, ki ponavadi se dela v osnovni oziroma v srednji šoli, v zadnjem trienju višje, malo manj, ampak sem si rekel, zakaj pa ne, naj še tudi oni s tem poskusijo in mogoče nas presenetijo. In dejansko, ko smo to poskusili, so me tudi presenetili, ker so nastala zelo zanimiva pisma. Tako da to je zelo na kratko vse, mislim, da sem vse povedal, tako da hvala za pozornost. Ja, hvala tebi, Aleks. No, smo prišli do konca. Kot vidite, je zbirko oblikovala pestra ekipa učiteljev in profesorjev. Hvala čisto vsakemu. Prav to povezovanje pedagoškega kadra, to deljenje dobrih praks in tudi gradiva je pa eden od glavnih ciljev projekta in portala Smej se, torej izmenjava gradiva učitelj učitelju. Tako da vabljeni vsi, ki ste se danes tega srečanja udeležili, da nam pišete, da nas opozorite, kaj bi bilo dobro še objaviti, kaj novega pripraviti in da morda tudi z nami delite, kar imate. Z veseljem bomo to gradivo uredili, ga oblikovali in objavili. Tako da zdaj se zahvaljujem vsem. Hvala lepa, lep večer še naprej in nasvidenje. Smo bili dovolj dolgi, tako da zaključimo. Lep pozdrav. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala.